Živjo! Odpravljam se na en kratek obhod z avtom in da se ne bi izgubil, bom uporabil za navigacijo GPS satelitski sistem. Najboljša varianta je čist preprost Google zemljevid. Deluje na vsakem pametnem telefonu. Svetujem, da ne zapravljate denarja za kakršnekoli GPS naprave, tudi Google zna pokazati smer do naslovnika, do tistega, ki ga iščeš. In nekateri pametni telefoni imajo navigacijo celo vgrajeno. V temle čudovitem Samsungu Galaxy S3 je priložen odličen Googleov navigacijski program, a žal v Sloveniji ne deluje. Halo? Tako da svetujem uporabo edinega zastonjskega navigacijskega programa, ki je še kolikor toliko uporabljen, vaze.com. Ne vem, kako se izgovori. Vaze, Waze, Waze, Waze. Prečekirajte. Pejmo do Trsta. Poletje je in človeka zamika, da bi šel malo na počitnice nekam stran od doma in marsikoga izmed vas bo zaneslo tudi onkraj meja naše slovenske domovine. Mene, na primer, danes vleče v Trst, a preden penetriram na tuje italijansko ozemlje, najprej seveda preverim, če imam izklopljen data roaming, torej nobenih podatkovnih zvez z tujega ozemlja, ker stane, ker je drago, stane, Franci, drago, Miran, Mitja. Problem je pa seveda v tem, da ko bom enkrat na sovražnikovem ozemlju, mi ne bo več delovala Google navigacija, ki je odvisna od kontakta z internetom, Google Maps tudi ne. Treba se bo zanesti na enega od plačljivih GPS navigacijskih programov. Moj izbor, Navigon. Quanto costa kilo merde? Zdaj pa, ko takole odklopljen od mreže tavam po italijanskem ozemlju, mi je seveda žal, zakaj se nisem hudiča raje odločil za kakšnega od Simobilovih paketov za tujino, kajti cena je nadvse ugodna. Ne pa da tule čakam, kdaj mi bo kakšen italijanski sovrag skočil izza vogala za vrat. Evo me, končno na cilju. In prva stvar, ki jo naredim, ko pridem v tujo deželo, kjer noben ne zna slovensko, da ne pozabimo imena ulice, kjer smo parkirali. Pol lahko še zmer vprašaš koga. Tako, naslov je zabeležen, zdaj pa lahko gremo raziskovati to tujo deželo in razmišljati, zakaj se ob vseh teh pametnih telefonih in kompjuterjih tako malokrat spomnimo na najbolj preproste tinte.